Danes je moja tema slavljenje življenja. Veliko je razlogov, da smo žalostni, da smo obupani, depresivni, tudi bolani, da smo v ločitvenih postopkih. Res je, ni vse rožnato okoli nas. Vendar pa je tudi zelo veliko razlogov, da slavimo življenje, da smo hvaležni. Od nas pa je odvisno, ali bomo žalostni, ali bomo v sodbah, ali bomo obupani, bomo jokali, se pritoževali, ali pa bomo radostni, hvaležni in pogledali na tiste lepe strani našega življenja. Toliko je razlogov, da se veselimo in slavimo in praznujemo. Sedaj lahko praznujemo vračilo svobode. Ni več korone, ni več vseh tistih odlokov, ki so nam jemali radost, druženje in tudi veselje do sprehodov, do življenja. Zato danes bi rada vam dala pozornost, predvsem, da najdete vsak dan veliko razlogov, da boste slavili življenje. Življenje lahko slavimo tudi zaradi nasmeha nekega otroka, ki ga srečate na sprehodu, mogoče na tržnico ali v trgovino. Nasmeh otroka nas vedno razveseli. Tudi če se nam kakšna mucka prikrade do nog ali kakšen kužek nas pozdravi, tudi to je razlog za radost, za življenje. Prijazni nasmeh, ki ga damo ali ki ga sprejmemo, razlog, da se veselimo našega življenja. Tudi v našem društvu imamo vsak teden 2 čudovita dogodka, ob torkih, torkove večere, ob sobotah, sobotni večer. To sta 2 čudovita dneva v tednu, ko smo lahko usmerjeni na skupnost, na druženje, na nove informacije, ki nam na en način lahko povrnejo upanje, željo po druženju, željo po zdravju, željo po kreativnosti. In jaz osebno imam kar veliko razlogov za slavljenje, kar nekaj dni zaporedamo sedaj. In jutri bomo praznovali Mihaelov rojstni dan. Se veselim tega dneva, družina bo ponovno skupaj, jaz pa bom lahko uživala v skupnosti naše družine. Ponedeljek imam tudi lep dogodek. Moj vnuček bo že 6 mesecev star. Spominjam se, kako prijetno je bilo pričakovanje tega vnuka. Ne morem pa vam dovolj opisati moje sreče, ko sem izvedela, da se je rodil. To je nepopisna sreča. Življenje je sreča. Veselje je nekaj, kar nam povzdigne dušo, kar nas zradosti, kar nam prinese lepši dan in tudi lepše medsebojne odnose. Zato, dragi člani Društva za srečno življenje, danes je moj namen, da vas samo spomnim, da je veliko, veliko razlogov, da vsak dan slavimo življenje, da se vsak dan veselimo, da drug drugega objamemo, da drug drugemu naredimo kaj lepega, da smo prijazni do sebe in do bližnjih in da zaupamo življenju. Hvala lepa za vašo pozornost.